Odgovori na pobude in vprašanja podana na 19. redni seji občinskega sveta občine Prevalje 13. maja 2021. Občinski svetnik Štefan Peršak je zastavil naslednja vprašanja. Zanimalo ga je, kdaj se bo izvedlo redno spomladansko vzdrževanje občinskih cest, grediranje in peskanje. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da se je že začelo z grediranjem. Zanimalo ga je tudi, kdaj bo prevozna cesta Šentanelska reka Polhov križ proti Belšaku in Holmcu. Odgovor. Tajnik je na seji pojasnil, da sta cesta proti Belšaku, ki je zaprta, in most tako poškodovana, da se je tabla prestavila pred most in da bo sanacija predvidoma naslednji teden. Tudi za osebne avtomobile je most nevaren. Cesta, kjer je sanacija plazu, pa je že prijavljena v Ajdo za odpravo posledic v neurju. Ko bo občina prejela sklep Ministrstva za okolje in prostor, bo takoj pristopila k sanaciji. Geomehanik si je ogledal teren in ugotovil, da cesta zaradi nevarnosti ponovnega zdrsa zemljine ni varna za promet. Občinski svetnik Štefan Peršak je vprašal še, ali občina razmišlja o postavitvi e-polnilnice in v čem je problem, da se tu ne more narediti koraka naprej. Odgovor. Občina je v preteklosti že pripravila prijavo na omenjeni razpis. Razlog, da nismo pristopili k prijavi, je bil v zelo skromnih kapacitetah brezplačnih počasnih polnilnic. Počasne polnilnice potrebujejo tudi 5 ur ali več za napolnitev avtomobilske baterije, kar pa ni sprejemljivo ne za voznike, ne stališča zasedenosti parkirnega prostora. Tudi sosednje občine se soočajo z istim problemom, saj so polnilnice prepogosto zasedene zaradi trajanja polnjenja. Razvoj na področju polnilnic gre v smeri povečanja kapacitete in znižanja cen. Občina spremlja tovrstne razpise in načrtuje postavitve, zainteresirana pa je predvsem za hitre polnilnice. Prav tako so za postavitve polnilnic zainteresirana nekatera podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo energentov. Občinski svetnik Ivan Backovič je zastavil naslednja vprašanja. Zanimalo ga je, kako napredujeta projekta Kolesarka na Poljani in Park Jezero. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da zadrževalnik na Poljani že pripravljajo popise, v septembru 2021 naj bi se začel graditi suhi zadrževalnik. Regionalna razvojna agencija Koroške pripravlja tudi EPI in DIP za Poljano in celotno njeno ureditev. Čaka se še soglasje za odvzem vode iz reke Meže. Glede kolesarke od Petrola do Poljane je povedal, da naj bi jo začeli delati poleti. Razpis je končan in izvajalec je že izbran. Glede projekta Park Jezero je v pripravi osnutek. Za objekt plezalni center pa se čaka na gradbeno dovoljenje in podpise. Projekt je prijavljen za pridobitev sredstev Evropske komisije za odpravo posledic pandemije. Zaenkrat še ni informacij. Občinski svetnik Ivan Backovič je vprašal tudi, kdaj bo pričetek gradnje pri Šparu. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da so za dograditev centra Špar v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Sama gradnja bo stekla po zimi oziroma spomladi 2022. Zanimalo ga je še, kdaj se bo asfaltirala celotna cesta ob Meži. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da se bo ob Meži asfaltiralo konec meseca maja 2021. Sedaj se izvaja odvodnjavanje. Občinska svetnica Marija Šušelj je že tretjič opozorila, da cesta od Kapelice proti Zagradu še ni sanirana. Plaz jo uničuje, prav tako ograjo. Odgovor. Tajnik je na seji pojasnil, da je bil ogled narejen, rešitev pa je težja, ker je ograja preveč v brežini. Župan je na seji povedal, da se bo opravil ponovni pregled ceste. Ograjo si je ogledal geomehanik, ki bo
občini podal ustrezno tehnično rešitev. Sanacija dela brežine in ponovna postavitev varovalne ograje bo izvedena v juniju leta 2021. Občinski svetnik Bernard Pačnik je zastavil naslednji vprašanji. Zanimalo ga je, kakšni so plani za kanalizacijo skozi trg, ker se ta večkrat zamaši. Odgovor. Na območju med Lekom in križišču pri Šparu se bo v sklopu projekta izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave zgradil nov kanalizacijski vod, ki bo nadomestil sedanjega, ki je za vso prispevno količino komunalnih odplak premalo dimenzioniran. Prepričani smo, da bo izgradnja novega kanala in ostali na novo zgrajeni sistem s čistilno napravo pripomogel k izboljšanju stanja tudi na območju Trg Prevalje. Glede na prakso pa se ne bo mogoče v celoti izogniti občasnim zamašitvam na posameznih hišnih priključkov, ki nastanejo zaradi nepravilne rabe. Kljub opozorilom občani v odtoke še vedno mečejo nerazgradljive odpadke, kot so robčki, plenice, higienski vložki in druge stvari, ki onemogočajo normalni pretok kanalizacijskih odplak. Občinski svetnik Bernard Pačnik je vprašal tudi, kako bodo urejeni obvozi, ko se bo delala cesta skozi Prevalje. Prosi, da se najde najbolj optimalna rešitev. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da se zaveda, da ne bo enostavno pri prometu skozi Prevalje. Tudi če je obvoz na cesto v Meži, so še vedno tovornjaki na glavni cesti. Obvoz Celje DD se je edini prijavil in ko bo situacija tako daleč, se bomo pogovorili, da bo čim manj kolon. Občinski svetnik Zdravko Fejmut je podal naslednji pobudi. Predlagal je, naj se preučijo možnosti še za kakšne ukrepe, ki bodo pomagali blažiti posledice COVID-19, oziroma da se zapiše, da potrebe po takšnih ukrepih ni. Odgovor. Župan je na seji povedal, da sprejema pobudo glede ukrepov za blaženje posledic COVID-19. Povedal je tudi pobudo za dolgoročni plan razvojnih možnosti za gradnjo stanovanjskih blokov ali individualnih gradenj. Na Poljani za Formavivo je veliko prostora. Sedaj, ko je TAP kupil halo od Leka, bo več ljudi na Prevaljah. Odgovor. Občina Prevalje je glede na povpraševanje postala zelo zanimiva za priseljevanje zaradi urejene cestne infrastrukture. Kmalu se bo začela dela na glavni cesti skozi Prevalje, s podelitvijo koncesije za ceste bo zgrajen asfaltiran obroč, ki bo dal nove možnosti tudi razvoju podeželja, ter tudi druge infrastrukture, športni objekti, trgovine, gostinski lokali, kulturni in družabni prostori, zdravstveni dom, lekarna. Občina Prevalje bo ponovno preverila, kje so še potencialne prostorske zmožnosti za zazidavo. Občinski svetnik Bogdan Pupovac je zastavil naslednja vprašanja. Zanimalo ga je, kako napredujejo Bele lise. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da bo Telekom jeseni delal optiko po celotnih Prevaljah. Telekom bo lastnik odprtega omrežja, vsak pa si bo sam izbral ponudnika, ali bo to Telemach, Telekom, A1, T2 in drugi. Glede belih lis pa bo septembra 2021 razpis. Sredstva za posamezno gospodinjstvo so se dvignila na 3500 evrov, kar je bistveno več, kot je bilo lani. Zanimalo ga je tudi, kdaj se bodo odpravile težave s košarkarskimi koši pri osnovni šoli Franja Goloba Prevalje. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da so novi koši predvideni v rebalansu. Občinski svetnik Bogdan Pupovac je vprašal še, zakaj so se obresti obračunavale, seveda za prostore fizioterapije, v domu starejših samo do leta 2018, 2019 in 2020 pa ne. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da kupec za prostore fizioterapije je, ampak pogovori še potekajo. Če ne bo drugačnega dogovora, se bodo obresti pokrile iz prihodka morebitne prodaje. Občina Prevalje je obveznosti v višini glavnice 99.585,21 evra poplačala od 27.9.2018 do 16.1.2019. Občina Prevalje je s plačilom pokrila glavnico in posledično obresti ne tečejo več.
Občinska svetnica Aleksandra Saša Horvat je zastavila vprašanje, kdaj se bo uredila peš pot na Holmec. Izpostavila je dotrajen asfalt, zarjavele ograje, dotrajanje in neuporabne klopi. Odgovor. Klopi so že popravljene, nov asfalt pa je predviden ob izgradnji nove kolesarke med Poljano in mejnim prehodom Holmec. Za ta odsek terminski plan še ni določen. Peš pot, košne luknje ograje bo občina še naprej vzdrževala v okviru rednega vzdrževanja javnih površin. Občinska svetnica Aleksandra Saša Horvat je povedala še, da je na cesti Holmec-Belšak velika škoda na novem cestišču v dolžini 50 metrov nad kmetijo Betrih. Ob morebitnih nalivih lahko pride še do dodatnih razpok. Zalivke so bile narejene, ampak cesta ob robu je znižanja, pojavile so se luknje in razpoke. Odgovor. Župan je na seji odgovoril, da se bo pogledalo in opozorilo izvajalca. Geomehanik bo opravil terenski ogled in predlagal ustrezno tehnično rešitev. Hvala lepa. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni na današnji 20. redni seji občinskega sveta občine Prevalje. Že na začetku se opravičujem zaradi tehničnih težav, ker je sistem pregorel po vzpostavitvi in ga bomo posanirali do naslednje seje občinskega sveta. Danes popoldne smo to ugotovili, zato smo malo improvizirali in prosim za to, da pazite, ker mikrofoni bojo šli sem pa tja, tam, kjer bojo potrebni. Pa malo bolj glasno govorite, da se bo čulo. Žal. Prosim. Bom se potrudil. Hvala. Dobro. Smo pred današnjo 20. redno sejo. Prisotni so razen Kavtičnika ni. Pravičil se ni nobeden, smo sklepčni. Smo pred potrditev dnevnega reda 20. redne seje. Ena napaka se je zgodila, in sicer letno poročilo Osnovne šole Franja Golova Prevalje za leto 2020 smo že imeli, ga umikamo, in glede na to, da letno poročilo JKP Log na KCG ni bilo obravnavano, jo bomo imeli na naslednji seji, zato umikamo točko 5C in 6. točko dnevnega reda. Dajem dnevni red v razpravo. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Če ne želi, potem dajem s temi predlogi, spremembami ta dnevni red na glasovanje. Kdo je za sprejem dnevnega reda, ki je pred vami? Hvala. S tem je dnevni red sprejet. Smo pri pregledu in potrditev zapisnika 19. redne seje in zapisnika 11. dopisne seje. Pripomb pisnih ali kakršnih koli do zdaj ni bilo na zapisnik. Želi kdo razpravljati o zapisniku? Če ne želi, potem dajem na glasovanje zapisnik 19. redne seje in 11. dopisne seje. Kdo je za potrditev zapisnika? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4, predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2021. Prosim Veronika za kratko pa glasno obrazložitev. Občina Prevalje je zaradi spremenjenih obveznosti in terjatev za proračun v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah pristopila k pripravi odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2021, rebalans 1. Pri pripravi predloga rebalansa 1 smo izhajali iz realizacije januar-april 2021 in ocenili prihodke in odhodke do konca leta 2021 ter uskladili projekte z dinamiko izvajanja. V mesecu januarju ste občinski svetniki na 17. redni seji sprejeli proračun občine Prevalje za leto 2021.
Do ponedeljka 14.6.2021 je bilo možno vložiti amandmaje na predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2021. Ni bil vložen noben amandma. Na prihodkovni strani smo povečali prihodke iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 34.421. Povečali smo druge nedavčne prihodke v višini 18.589, sredstva smo prejeli nakazana v letu 2021, stroški pa so že bili v letu 2020. Prijeta sredstva iz državnega proračuna za investicije smo zmanjšali, ker smo prijeta sredstva za uravnoteženje razvitosti občin državnega proračuna za leto 2021 po zakonu o finančni razbremenitvi občin v višini 248.844 evrov prestavili na ustrezen konto, prijeta je sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. Planirali na nas so dodatna sredstva za Plas Zagrad ali Karkomes v višini 254.329 in projekt gradnje gozdnih cest. Druga prijeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo smo povečali za 41.164, strani Ministrstva za javno upravo smo prijeli odločbi za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Prijeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike smo zmanjšali za 1.023.394 za projekt uravnoteženje vodovodnega sistema, druga faza, in smo ga časovno prestavili v leto 2022 in prav tako delno projekt povezani za vse generacije. Na odhodkovni strani smo glede na trenutno izvedene javne razpise za gradbena dela in dobljene ponudbe uskladili naslednje projekte. Podelitev koncesije gospodarske javne službe ceste, potem sanacije plazov, uskladili smo proračunsko postavko obnova manjših odsekov, Prevalje, obnova 1., 2. in 3. ulice pod Gonjami, kanalizacijo manjših odsekov, vodovod manjših odsekov in projekt uravnoteženja vodovodnega sistema v Mežiški dolini, druga faza, prestavili v naslednjo leto. Osnovna šola Franja Goloba Prevalje je poslala nov finančni plan in smo ga upoštevali. Nakupe zemljišč smo upoštevali sklep o prerazporeditvi sredstev za nakup zemljišča za šolski okoliš. Skupni prihodki so planirani v višini 12.358.696 evrov, kar pomeni 5,2% manj kot v veljavnem proračunu. In odhodke v višini 13.325.325 evrov, kar pomeni 4,8% nižje kot v veljavnem proračunu za leto 2021. Razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 956.000. V bilanci C se primanjkljaj poveča še za odplačila kreditov v višini 272.325 in zmanjša z najetjem kredita v letu 2021, ki ga planiramo za čistilno napravo v višini 397.728. Primanjkljaj vseh treh bilanc je 831.000 in se pokrije s preostankom sredstev iz leta 2020. Tako da je proračun usklajen. Hvala lepa. Mogoče samo še par informacij v zvezi s proračunom. V proračunu je predvideno tudi sredstva za sanacijo plazov. Mi smo v tem času, smo danes že na odbor za KCG razpravljali o tem, v NRP-jih imamo predvidena ta sredstva, tudi v proračunu so predvidena sredstva v primeru, da bomo dobili vse, kar imamo planirano pozitivno z pogodbami, potem bomo mogli do jesenskega časa tudi še en rebalans, da bomo uskladili, ker smo dobili danes oziroma včeraj vlogo za in bo pogodba prišla takoj za sanacijo ceste Šentanev, druga faza. Smo že dobili, za prvo fazo še čakamo
In za prvo fazo Kotleše še tu čakamo in za drugo fazo. Ampak ker ni v NRP-jih poimensko posamezni odseki, ampak je celota sanacija plazov, ni potrebno spremembe NRP-ja zaenkrat in ni potrebna sprememba proračuna, dokler ne bojo pokoriščena sredstva, ki jih imamo v proračunu. Poleg tega začnemo z investicijo rekonstrukcije glavne ceste, torej državne ceste od krožišča Špar do Petrola, usklajujejo še zadnje stvari, pregledujejo še zadnje dokumente, tako da računamo, da do konca junija bo uvedba delo in bo pričetek teh del. Je pa nujno terminski plan čim prej postaviti zaradi tega, ker mi do konca leta moramo izgraditi kanalizacijski sistem, kolektorski sistem, po vseh terminih moramo zaključiti ta glavni kolektor skozi Prevalje in računamo, da konec junija bomo s tem projektom štartali. Delamo odsek proti Zagradu od Alekarja do Komesa. Tam na koncu imamo še male težave, ker lastnik ne pusti niti za količbe in asfaltirane ceste, ampak upam, da bomo v tem času rešili čeprav ni tako enostavno, posod se kdo pojavi, ki nasprotuje kakemu izboljšavi ceste na dolgi rok. Proti Najemnici delamo od Miklna do Pečarja, Mikl-Pečar se dela mimo kmetije, se pripravlja asfaltiranje, Peršat se pripravlja asfaltiranje, je že pripravljen za asfalt in računamo, da bo, ko bojo asfalterji, da bo pripravljena za asfaltiranje. Tako da cesto ob Meži je asfaltirana, čaka še zapornice in naslednji teden še zaris te ceste, ki bo seveda namenjena pešcem in kolesarjem za dolinsko kolesarsko ter samo za lokalni dovoz. Vse ostale stvari tečejo, tudi kar se tiče suhega zadrževalnika na Poljani, se pridobiva v bistvu gradbeno dovoljenje in popisi, razpis računamo, da zgodnji jeseni bomo tudi tam štartali. Izgrajuje se kolesarska pot od obrtne cone obrtne cone Lahovnikov do Poljane, z obeh strani delajo, tako da računamo, da do jesen bo tudi kolesarka v tem delu zgrajena. Zdaj, uvedba v delo je bila pod Gonjami prva ulica, ki je letos predvidena kompletna zamenjava infrastrukture, potem naslednje leto druga in tretja in del četrte ulice, pa neki manjši odseki. Tako da to je predvideno v proračunu in proračun je usklajen. Toliko še kot dodatek, prosim odbor za KCG. Andrej, izvoli. A imaš mikrofon? KCG občine Prevalje obravnaval predlog odloka o spremembah odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2021, se z njim strinja ter ga predlaga obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvoli. Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel rebalans 1 in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za proračun in finance, izvoli Staš. Hvala. Odbor za proračun in finance je ta rebalans pregledal, se z njim seznanil, se z njim tudi strinja in predlaga, da ga potrdi občinski svet. Hvala. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, Aleksandra, izvoli. Hvala. Tudi naš odbor je ta predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2022 prevetril, se z njim strinja in ga tudi predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja. Aleksander, izvoli. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2021 in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti. Hvala lepa. Dajem predlog odloka o spremembi odloka o proračunu v razpravo. Želi kdo razpravljati? Berni, izvoli. Ja, lep pozdrav vsem. Mogoče imam samo eno vprašanje. Donacije. Samo milijon. Prosim. Donacije, tukaj bilanca prihodkov v 730 To je, iz domačih virov, milijon. To je planirali 2 milijona, samo zakaj? predvideno je v letu, bom kar dal odgovor, v letošnjem letu je del teh sredstev predviden, ker več teh sredstev niti ne bomo porabili, ker na jesen računamo, da bomo štartali, če bomo dobili na vlogo še dodatna sredstva, ki jih potrebujemo za to, da je finančna konstrukcija projekta podprta. V primeru, da bo se zamikalo, se potem tudi poraba sredstev zamika. Drugače pa tam je to, kot smo sprejeli v DIP-u, v IP-ju in tak zadeve stojijo zaenkrat. Še kdo? Izvoli. Jaz bi se navezal na vprašanje Bernija, bom pa vprašal tako, ker grejo materijali strašansko gradbeni, mi smo imeli tam sicer nekaj čez 5 milijonov, ne bi bila ta vrednost investicije, samo če bi pa že v osnovi materijali, ki so rekli, da ne bi šli 15 do 20% a ne, bi že v osnovi, če 2x5 je 10, bi že krepko čez 6 milijonov prišla investicija, tako da bi se to vprašal. Druga stvar pa, ko sem jo želel vas, gospod župan, vprašati je, ali se je tisti most, ko gre na Polani čez pri kolesarki, bi se treba tudi malo obnoviti, ker se mi zdi, da so tiste štinge pa to malo vse zvižvano, kako ne rečem, ali je to tudi v planu. Most je začasno posaniran, v fazi izgradnje kolesarke je popolna obnovitev obeh mostov z rampami, da se bo dalo s kolesi priti na most. Take rampe pridejo, da prideš s kolesa na most. Prvo vprašanje, pripravljajo se popisi, na podlagi popisov bo javni razpis, na javnem razpisu se bo videlo, kaj se bo zgodilo v zvezi z ponudbami, ki bojo prišle. Tako da tu vse ostalo so špekulacije, cene grejo gor, sigurno ne bojo šle gor, ne vem kako obdobje, vprašanje je, hitro bo trg reguliral te pluse in minuse, ampak o tem bomo razpravljali takrat, ko bomo videli, je pa tudi v tej celotni številki je tudi nekaj rezerve projektu, ki smo ga prijavili 5 milijonov 700, tako da bomo videli, ko bomo tako daleč prišli, zaenkrat čakamo. Še kdo? Če ne, potem za razpravo zaključujem in dajem na občinski svet glasovanje predloga rebalansa oziroma predlog odloka o spremembi odloka. Kdo je za sprejem tega odloka? Vsi za. Hvala. Zdravko, se vzdržal. To pomeni, eden ni glasoval. Hvala. Smo pri točki 5, osnovna šola Franja Goloba. Prosim za kratko obrazložitev. Gospa ravnateljica Andreja Tinta, izvolite. Pardon. Prvo vrtec, pa potem šola. Izvoli, Ana. Lep pozdrav. Obrazložitev oblikovanja oddelkov in cene. Za novo šolsko leto smo oblikovali 16 oddelkov, 15 v enoti vrtec Krojače Hlaček, od tega je eden na šoli in pa en oddelek v enoti na Lešah. Skupaj bo vključenih 290 otrok, sprejeti so vsi otroci, ki so se letos vpisali. Oblikovanih je 6 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja s fleksibilnim normativom 14 otrok, 3 homogeni oddelki drugega starostnega obdobja 3 do 4 leta starih z 19 normativom, 5 homogenih oddelkov s 4 do 6 leta starih, tam je normativ 24, en homogen oddelek drugega starostnega obdobja s polovičnim normativom, 4 do 6 leta starih, tam je normativ 12 in ena strokovna delavka, in pa en kombiniran oddelek na Lešah, kjer
je nefleksibilni normativ 17 otrok in za enega otroka zniža normativ zaradi otroka s posebnimi potrebami. V primeru dodatnih opisov predlagamo, da se sprejme sklep, da se lahko kombiniran oddelek oblikovan na podlagi nefleksibilnega normativa preoblikuje v oddelek s fleksibilnim normativom in pa v primeru večjega zmanjšanja števila vpisanih otrok, da se ob začetku šolskega leta posamezni oddelek preoblikuje v polovični oddelek z možnostjo kasnejše dopolnitve do polnega oddelka. Sprememba v ceni vrtca bi bila pod 1%, zato predlagamo, da se s 1. septembrom cena ne spremeni. V primeru večjih sprememb številu otrok pa bomo jeseni ceno ponovno računali, pa potem predlagali, če bodo potrebne spremembe. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti. Izvoli, Saša. Mikrofon. Mikrofon. Hvala. Hvala. Torej, mi smo na našem odboru za družbene dejavnosti pravkar slišane predloge osnovne šole enote vrtec o oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto obravnavali in sprejeli tudi sklep, da se pač, tako kot je bilo slišano, oblikuje 16 oddelkov predšolske vzgoje. Od tega, torej strinjali smo se s tem, od tega 6 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja, 3 homogeni oddelki drugega starostnega obdobja 3 do 4 let, 5 homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja 4 do 6 let in pa en homogen oddelek drugega starostnega obdobja 4 do 6 s polovičnim normativom, vsi fleksibilni normativ, ter en kombiniran oddelek prvega in drugega starostnega obdobja, nefleksibilni normativ, ter da se lahko, kot je bilo slišano, v primeru dodatnih opisov otrok med šolskim letom kombiniran oddelek oblikovan na podlagi nefleksibilnega normativa, preoblikuje v oddelek s fleksibilnim normativom in da se v primeru zmanjšanja števila vpisanih otrok, da se ta posamezni oddelek preoblikuje v polovični oddelek z možnostjo dopolnitve do polnega oddelka s fleksibilnim normativom. Odbor je to soglasno sprejel in ga predlagamo občinskemu svetu občine Prevalje obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Tudi naš odbor se je seznanil s tem predlogom in sprejel natančno takšen sklep kot kolegi na odboru za družbene dejavnosti. Hvala. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o tem? Ja. Jaz bi samo nekaj vprašal, če mogoče gospa podravnateljica veste, koliko je bolj lani vpisa, koliko pa letos, a se je kaj povečalo število ali je kaj? Ostajamo na enakem številu oddelkov kot lani. Ne, mislim, otrok število. Recimo 280 lani, letos 290 ali obratno, ali je? Lani 284, letos 290, ker se starost 2017 je močna generacija, gre sedaj v se pravi, da se je malo nataliteta vzignala. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, dajem na glasovanje ta predlog sklepa 20.4. Kdo je za sprejem tega sklepa v celoti? Hvala. Hvala. Vsi za. Še prosim za sistemizacijo osnovne šole. Najprej sistemizacija vrtca. Vrtec, ja. Glede na zakonske podlage so v ceno vključena in sistemizirana naslednja delovna mesta, pomočnice ravnateljice, ki opravlja delo svetovalne delavke, pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljic, organizatorke zdravstveno-higienskega režima in prehrane, administrativnih delavcev, kuharic, pomočnic kuharic, čistilk in hišnika in perice. Na novo pa še vzdrževalec računalniške opreme v deležu 0,5. Izven cene vrtca dogovorjeni program pa predlagamo pri hišniku še dodatno 0,11, da pride do polne zaposlitve, ker je izračun na število oddelkov in zajema le vzdrževanje notranjih prostorov, ne pa tudi neposredne okolice vrtca. Logopedinja v deležu zaposlitve 0,30 za odločbe otrok s posebnimi potrebami in pa za ostale otroke z govornimi jezikovnimi težavami. Specialni pedagog 0,32 za otroke, ki imajo določeno dodatno strokovno pomoč in pa spremljevalci otrok s posebnimi potrebami v deležu 7 bo pa 8 spremljevalcev, 4 v deležu zaposlitve 1 in pa 4 v 0,75. So pa otroci še v
postopku, a bodo mogoče usmerjeni v drug program, tako da se zna tu zgoditi kak spremljevalec manj. A to pomeni, da bo pokošenost trave okoli vrtca boljša, kot je bila do zdaj? Trudimo se s košnjo Ja, trave. z 10-11% več, to pomeni tudi, da mora biti standard malo boljši. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti. Na našem odboru smo se po obravnavi izrekli za soglasje k sistemizaciji teh delovnih mest in predlagamo občinskemu svetu občine Prevalje, da izda to soglasje k sistemizaciji delovnih mest osnovne šole Franja Goluba Prevalje za dogovorjeni program šole in slišano sistemizacijo delovnih mest enote vrtec Prevalje za šolsko leto 2021-2022. Hvala. Dobro, hvala. Še odbor za finance, izvoli. Tudi na odboru za proračun in finance smo to sistemizacijo obdelali in predlagamo občinskemu svetu, da jo sprejme in potrdi. Dobro, prosim še ravnateljico, da sistemizacijo še osnovne šole, pa bomo glasovali na koncu vseh sklepov. Dober dan. Sistemizirali bomo delovno mesto učitelja športa in sicer napram lanskemu šolskemu letu se bo delež njegove zaposlitve dvignil z 0,96 na 1,05. Vzrok je pa ta, da bomo imeli v razredih od 2. do 5. razreda en oddelek več kot prejšnje leto. Sistemiziramo prav tako 1 uro učitelja športa na podružnicah, ker želimo, da imajo učenci na podružnicah enake pogoje. Trudimo se pa, da bi imeli učenci pri urah športa ure izvedene kvalitetno in varno, še zlasti letos po koronskem času, ko opažamo upad gibalnih sposobnosti in povečanje telesne teže. Vsa ostala delovna mesta so sistemizirana v enakem deležu kot to leto oziroma v preteklosti, in sicer gre za varstvo vozačev na podružnicah Šentjernej in Holmec v skupnem deležu 0,250. In sicer 1 delovno uro na dan za varstvo otrok vozačev pred poukom. Potem čistilka, športna hala. Športna dvorana ima večjo kvadraturo, kot jo predpisuje Ministrstvo za izobraževanje. Razliko pokriva občina Prevalje iz sredstev proračuna. Kuharice, dele zaposlitve na centralni šoli 2,77 in Pošleše 0,15. Na šoli imamo dnevno 400 kosil, ki jih pokriva občina iz sredstev proračuna. Naprej, zaposlitev gospodinjca na Holmcu in Šentjerneju v deležu zaposlitve za 0,25 za razdeljevanje kosil otrokom na podružničnih šolah. Ter iz tržne dejavnosti šole pokrivamo kuharico v deležu 0,5 za kuhanje in razdeljevanje kosil zunanjim odjemalcem ter perico v deležu 0,5. To delovno mesto smo sistemizirali zato, da v bistvu gre za prerazporejanje sredstev. Prej smo plačevali pranje perila v pralnicah, zdaj pa imamo to organizirano na šoli. Hvala. Hvala lepa. Še enkrat odbor za družbene dejavnosti. Bom samo dodala, ker sem že prej prehitevala, ampak dobro, odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, torej občine Prevalje, da izda tudi soglasje k sistemizaciji delovnih mest osnovne šole Franja Goluba Prevalje za ta dogovorjeni program šole, ki smo ga zdaj slišali. Hvala. Še odbor za finance. Tudi odbor za proračun in finance izdaja soglasje in predlaga, da občinski svet potrdi to sistemizacijo šole. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Berni. Ja, jaz bi izkoristil priliko, ko imamo njih predstavnike šole, ravnateljico pa vodja vrtca, da bi jih opozoril glede virusa.
Bitko smo dobili, vojna še ni konc. Lani sem enako rekel tak cajt. Bodimo pripravljeni, kaj bo jesen. Tis, kar je zdaj vam škripal, oziroma ko vam je škripal, ko se je začela šola nadaljavo. Zdaj imate cajt mogoče 3, 4, mogoče 5 mesecev. Bodite pripravljeni, no. To bi vas bi prosil. Zdaj je cajt, pol bo spet isti cirkus, ko je pa lani bil. Če bo. Župan, ko smo pa glih preverili, se bom pa še drugo stvar izkoristil. Nosimo maske, od prvega do zadnjega smo nabiti. Hvala. V redu. Bomo poskrbeli še za dezinfekcijo, za čiščenje mikrofonov, vse je prav. Tišina, prosim, pobuda je prava, res je treba razkuževati stvari ali pa paziti pa na razdaljo. Mogoče je res primer, ko je Berni izpostavil, da apeliramo na vse tiste, ki še dvomijo o cepivih, ki nimajo nekih posebnih razlogov. Cepivo je sigurno najboljša rešitev, najmanj slaba rešitev, če hočemo zajeziti. Občini Prevalje teče po informacijah NIJZ-ja in civilne zaščite zelo dobro. Do zdaj nismo zavrgli niti enega cepiva oziroma ene doze cepiva, pomeni, ljudje prihajajo, precepljenost je dokaj visoka, če štejemo še tiste, ki so že preboleli, pomeni, da gremo že kar preko nekje okoli 50, čez 50%, ampak vseeno je še množica tistih, ki še, jaz mislim, da pojdimo se cepiti in izpolnjujemo oziroma držimo se predpisanih zgodb, torej maska v prostoru, razdalja in pazimo vsak nase in na druge in bo zadeva lahko normalna in bomo proti novemu letu mogoče pa lahko normalno zaživeli. Hvala lepa. Dajem, še kdo želi? Če ne, dajem na glasovanje te sklepe, ki so predlagani. Kdo je za sprejem teh sklepov za vrtec in šolo? Vsi za. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Lepo bote in lepo jih pripravite za počitnice. Ja. Smo pri naslednji točki Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim. Lep pozdrav, hvala. Rafael Škufca, izvoli, beseda je tvoja, Rafi. Hvala, lep pozdrav. Na zadnji seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja smo glede situacije predčasnih volitev, nadomestnih volitev na Holmecu mogli sprejeti sklep, jaz ga prebral v enem, dobili ste ga vsi že po mailu, sklep, ki gre glede na nadomestila za člane volilne komisije. Se pravi, predlog sklepa je: Občinski svet občine Prevalje v zvezi z nadomestilom članov občinske volilne komisije v primeru nadomestnih volitev v svet krajevne skupnosti določa naslednja merila. Koliko se nadomestne volitve izvajajo v eni volilni enoti, pravico do 50% zneska in iz drugega odstavka 45. člena Zakona o lokalnih volitvah. Koliko se nadomestne volitve hkrati izvajajo v dveh volilnih enotah, pravico do nadomestila v višini 75% zneska iz drugega 45. člena Zakona o lokalnih volitvah. Koliko se nadomestne volitve izvajajo v vseh treh volilnih enotah, hkrati pravico do nadomestila v višini zneska iz drugega odstavka 45. člena Zakona o lokalnih volitvah. Sklep se objavi v Uradnem listu slovenskih občin. Bom tek povedal, to ste se tek prebrali, vsi ste dobili na mail, zdaj če bo kako vprašanje, bo še Emilija odgovoril, a drugače pa to bil soglasno sprejet sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Hvala. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja, Aleksandar, izvoli.
Ja, Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog meril za nadomestilo članov občinske volilne komisije v primeru nadomestnih volitev in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Tudi naš odbor se je seznanil z višini teh nadomestil, se z njimi strinja in predlaga občinskemu svetu, da potrdi ta sklep. Hvala lepa, dajem v razpravo. Predlog sklepa želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem ta predlog sklepa 20.6 na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri naslednji točki premoženjsko-pravne zadeve. Prosim, Ema, za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Občina je pridobila zemljišči parcelne številke 116/24 in 116/25 obe Farna vas, ki pa v naravi predstavljata cesto, zato predlagamo, da se ustanovi status javnega dobra in tako omogoči javna uporaba teh zemljišč. Hvala. Hvala lepa. Odbor za KCG. Prosim, Andrej. Strinja, da se podeli status javnega dobra ter predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Sklep se objavi v uradnem listu. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja, Aleksandr. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog ustanovitve javnega dobra na omenjenih nepremičninah Farna vas in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje predlog sklepa 20.7. Kdo je za sprejem tega sklepa? Hvala. Vsi za. Smo pri naslednji točki pobude in vprašanja. Prosim, bomo začeli s Fajmutom na tej strani. Izvoli, Zdravko. Ampak na mikrofon zaradi snemanja. Ker sem bil danes priden, da nisem nič govoril, bom zdaj dal dve pobudi oziroma vprašanja. Pod eno predlagam, to že četrtič, da se v občini Prevalje pristopi k ustrezni ureditvi statičnega prometa. To je ureditvi modrih con. Mojemu predlogu se pridružuje tudi podžupan gospod Matej Pečnik. Pri ureditvi je potrebno ustrezno upoštevati potrebe stanovalcev, ki so na tistih območjih in se da to z ustreznimi posebnimi dovolili tudi rešiti. Na vsak način pa moramo preprečiti, da bodo nekateri cel teden parkirali na območju družbenega doma in šli na dolge proge voziti tovornjake. Ali pa tisti, ki zjutraj odhajajo v službo, pri Enciju parkirajo. Jaz sem dal predlog. Jaz predlagam, da se pobuda da in obravnava na odboru za KCG, ta pa naj pretehta, ali bomo to pobudo obravnavali na občinskem svetu ali ne. V veliki občini Vuzenica so tudi naredili modro cono za 6 parkirnih enot. Tu pri družbenem domu, tisti, ki nismo ravno izprevali, ne moremo k zdravniku, ko je 11:30, ker ni kje parkirati. Nekateri taki, ki pa tu parkirajo, 2 uri je omejitev. To je več kot dovolj, da lahko vsak uredi svoje zadeve v centralnem delu mesta. Ali na pošti, ali gre na kosilo, ali gre k frizerju in tako naprej. Pa ne biti zdaj, ne vem iz kakih razlogov, tule lažni, poleg tega pa dajem pobudo in želim, da se obravnava. Po se pa naj argumentirano, da reče na odboru, to ne bomo obravnavali na občinskem svetu ali pa bomo. Ne tako, kot se zdaj že za nekatera druga vprašanja pa pobude, ki sem jih dajal v zvezi z recimo olajšavami zaradi covida,
pri nadomestilu za stavbno zemljišče in podobno, niti noben odbor ne obravnava tega. Preprosto ne gre nikamor. Niti noben ni vprašan, ali bi bilo to potrebno. Niti odbor za gospodarstvo stvari ni ocenjeval ali pa poročil, da gospodarstvo, situacija občine to ne bi vzdržal in podobno. Nisem za tak način, zato imamo odbore. Ne sem za to, da obravnavajo to, kar pripravi občinska uprava. Tudi to, kar se dajajo kot pobude in predlogi članov občinskega sveta ali pa občanov, naj odbori obravnavajo. Po drugo bi pa predlagal, da gospod tajnik da odgovor v zvezi z potekom aktivnosti pa projektom zaradi onesnažene pitne vode v centralnem delu Leš. Trije naši člani občinskega sveta so v teh stvareh tu že razpravljali pa vpraševali, aktivnosti menda potekajo. Prav je, da občani Leš neposredno čujejo, da se je občina odzvala in da potekajo nekatere aktivnosti. Je pa tu, glejte, 2 leti že to traja. Berni pravi 5. Tam tudi otroci pijejo tisto pitno vodo v šoli. Katastrofa je ta naš odnos, ki je včasih zelo birokratski, pa ne mogoč. Pa še špilamo si z ojgnom, ker odgovornost za zdravo pitno vodo ni na strani komunalnega podjetja. Odgovornost je na strani občine. Komunalno podjetje samo občini odgovarja. Na to bi upozoril, da imamo opisano, katere so obveznosti občine. Prosim, če lahko ta odgovor pa kar tu na seji poda gospod Vute. Bom jaz komentiral oziroma dal odgovor. Zdaj otroci v šoli pijejo ustrezno vodo, ustrezno, zdravjo, primerno vodo. Svoje ne pijejo najboljše vode, zaradi tega, ker je sistem tak, kot je in nekateri občani tudi. V glavnem voda se ves čas kontrolira in se ves čas ureja, tako da voda, ne pijejo voda, ki ni pitna voda. Pitna voda ni pa take kvalitete, kot bi morala, kot bi lahko bila. Zaradi tega smo mi pripravili projekte z naslovom projekt uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini faza 2 Prevalje, ki zajema vodooskrbo območja Stražišče, Brinjeva gora na kmetijo Unc, naselje Rožejo, Črepnik, kjer bo oskrba pitne vode za 32 objektov in rezervna voda, skupna dolžina vodovodov 4 km pa 100, nov vodohram Trop in dodatno napajanje vodohram Unc iz doline, pomeni dolinski vodovod se poveže na ta del. Drugi del projekta je nov vodohram Sirk, razbremenilnik Rožanc in 2 povezovalna voda na Lešah. Vodovod se priključi na obstoječi vodovod iz zajetja Kresnik in še obstoječi vodovod iz zajetja Stanečevo. Skupna dolžina vodovodov približno 600 metrov in bomo s tem rešili celoten problem, ki je. Tretja zadeva je dodatni vodni vir Kozu na območju Šentanela, kjer zavzema 3 nova zajetja in nov vodohram Šentanel Gornik, skupna dolžina približno 1800 metrov in nov vodohram Dobernik. Ta projekt je prijavljen, pregledan na Ministrstvu za okolje in prostor in čaka na odobritev evropskih sredstev in je primeren, ker ima gradbena dovoljenja takoj, ko bomo dobili odločbo o financiranju, bomo s tem projektom štartali. Računamo, da v jesenskem času bo razpis za ta projekt in to je en celovit projekt, in s katerim kandidiramo na nepovratna sredstva. Vrednost vseh 4 sklopov je pa 2,5 milijona po projektantskih predračunih. Kar se tiče pa prvega vprašanja modre cone, eno modro cono imamo pri šoli že, nismo je še aktivirali zaradi tega, ker so bili dogovori z Lesno, zdaj so oni naredili svoje parkirišče, tako da je treba tam urediti, ostalo bomo pa dali v razpravo oziroma predlog na odbor za KCG, da bo o tem razpravljal in dal usmeritve za naprej.
Prosim, naslednji tu. Ki za drugo vprašanje za gospoda. Ja? Zadnjič smo glih na odboru v torek govorili o tem stavbnem zemljišču, ko je gospod zadnjič dal pobudo. To sem jaz zadnjič vprašal, če gospod Vuti še enkrat dal odgovor. Smo debatirali zadnjič na odboru. Kako je vprašanje? Glede oprostitve stavbnega zemljišča smo zadnjič debatirali. Gre za nedovoljeno finančno pomoč države. Ja, gledajte, vse, kar je, mi poskušamo in iščemo rešitve tudi skupaj z državo, kaj in kako lahko naredimo. Vse, kar smo lahko naredili, zaenkrat smo naredili. Ostale stvari so pa v reševanju. Naš interes je, da pomagamo in ves čas pomagamo. Zdaj nekatere stvari formalno pravno, lahko nekaterih stvari v tem trenutku, dokler je zadeva zakonodaja taka, ni mogoče, ampak ja, pri oprostitvi komunalnega prispevka je nedovoljena državna pomoč, so predpisi, ki so natančno jasni in se ne gre drugače. Izvoli, Aleksandar. Hvala za besedo. Jaz imam hkrati pobudo in vprašanje. Mene zanima, zakaj zdaj, ko je Kocerod prevzel smeti, da se zagotavlja samo polovična količina teh vreč za suho pa mokro in kao za pol leta bi to moglo zdržati. Zdaj vprašanje bi prosil, da naslovite direktorju Koceroda, zakaj je za polovico zmanjšal količino vreč, ko greš pa čiskat na zbirni center, dobiš pol manj, ko pa je prej bilo. In to ni doj za pol leta, tako hoče imeti. Če ne bomo začeli pač svoje vrečke kupovati, druge ne bomo. Bomo postavili vprašanje. V redu. Bomo postavili vprašanje. Naslednji. No, jaz bi se pa zdaj na Sandro navezal, ko pridemo do tega. Pa pri nam tu odzada imamo ekološki otok, kjer naj bi bilo samo papir pa steklenice, Pa če boste zdaj šli tja odzad pogledati, boste videli od čevljev do vsega ostalega in to se vozi iz hiš. Ko je moja sostanovalka nekomu, ki je dam v kontejner vrgu žakelj smetja, rekla, da pač to imamo blokovski, da se noter ne meče, je dejansko napadu, in mislim napadu besedno, verbalno, da naj da tiho, pa tak naprej, Ko sem pa jaz nekemu drugemu gospodu rekel, da se ne more to odlagati, mi je pa takoj zabrusil nazaj, ti pa ja svetnik, se moraš pa ja drugače obnašati. Tako da bo treba recimo neke stvari razložiti stanovalcem Prevalj, da kaj je treba, če kupijo slučajno hladilnik, da je treba stiropor zapeljati na zbirni center Lokovica ali Dobija vas, folijo ravno tako, ne pa da vlačijo dol ali pa kamorkoli, pa nam v kontejnerje mečejo. Tako da lepo prosim, da se malo osvesti občane glede, kam lahko peljejo kaj. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Izvoli. Ni glih prava replika, samo moram se pa oglasiti. Dejstvo je, da komunala Prevalj nima več kaj za smetje, to je zdaj stvar Koceroda. Vem, vse karkoli je zdaj narobe za smetje, se moramo mi meniti glede Koceroda. Če so cene neenotne, je treba se obrniti na Koceroda. Imamo svojega predstavnika, imamo župana. Mogoče bi celo prihodnost eno točko, tisto, kar ne smatra, da se bo debatira, pa da se to sledi. V redu. Ja, izvoli. Dejstvo je tiste, da občani niso stvar Koceroda, ampak občani ali ne vejo, ali nočejo vedeti, kam se odpeljejo odpadki. Še enkrat povem, ekološki otoki so samo za papir, pa za steklenice. Vse ostalo je pa zbirni center, ali na Lokovici, ali v Dobji vasi, ne pa bloki.
Hvala. Ampak stvar, kot se roda, je tudi ozaveščanje in tudi naša stvar je ozaveščanje ljudi, in tistega, in bomo upozorili na to. Izvoli. Temu, da vam povem, da ni problem to samo pri blokih, ampak dejansko tudi pri hišnih kontejnerjih se dogaja enako. Pač bom rekel, večinoma sledimo, da so to vikendaši, ki svojih smetnjakov nimajo na vikendih in pač bom rekel, mimo grede, preden grejo domov, neločeno odlagajo tudi v naše osebne kontejnerje. No, tako da ni samo v mestu, je tudi na podeželju enak problem. Pol bi pa prosila za odgovor za te koncesije, za ceste. Po najboljšem scenariju, kdaj bi se rečemo pol te gradnje pričele, pa se to začne vse naenkrat, ali so to pol kakšni, bom rekla, ne vem, plani, katere ceste pridejo najprej v upoštev. Pa že zadnjič sem izpostavila na odboru, oziroma včerajno pobudo, kar se tiče, bom rekla, te gradnje občinske oziroma državne ceste skozi mesto, bo res velik problem, vemo vsi, dejali ste mi, da pač po noči ne morajo delati, pa mislim, da bomo vsi veseli, če bojo delali vsaj do 10 to cesto, ne pa da dejansko v največji, bom rekla, prometni zamaško, tam nekje od 2 pa do 4, dejansko bi rekla, se ne bo dalo skozi mesto, potem o 5 bojo pa nehali delati, ko se lahko kamot dela do 10, tudi zjutraj se mogoče lahko začne o 5 delati, tudi sobotah se lahko dela in treba je dati termin tak, da se ta cesta čim prej, bom rekla, reši z nekimi dodatnimi variantami, no ne s tistimi ustaljenimi, ne vem, 8-urnim delovnikom, mogoče celo na 2 smene ali pa kaj takega, ziher se nekaj da poštimati. Moramo vedeti, da to je edina cesta skozi dolino in da si takih problemov ne smemo privoščiti. Hvala. Hvala za opozorilo. Mi bomo ta opozorila prenesli naprej na državo oziroma na izvajalca, ko bo izbran. Zdaj prijavo se je samo eden, ni še izbran. Jaz upam, da do konca junija bomo začeli s tem delom in bomo opozorili na to in vejo, kak je in bojo se potrudili, po moje. Ampak ko bomo imeli izvajalca, nadzornika, bomo točno določili termine, na kak način. Kar se tiče koncesije, mi računamo, da bomo, če z malo optimizma pa z malo sreče, lahko v juliju zadeve zaključili. To pomeni, začnemo v poletnih mesecih oziroma se začne izvajati ta vzdrževanje in investicije oziroma ta koncesijska pogodba. Upam, da bomo uspešno zaključili, zdaj še nismo in dokler ne. So pa plani predvideni, prioritete teh 9 odsekov oziroma 8 od teh. Prvi odsek štartamo izpod Gon mimo Rojaka, Kovač, Ocvirk, pa potem mogoče ravne proti Šentanelu, pa od Čerešnika proti Mikonu, pa od Klemena proti Suhemu Vrhu, pa potem nadaljujemo v naslednji fazi z ostalimi odseki, ki so. Tu so neke prioritete, ki pa še niso fiksne, ampak odvisno od tega, kako bo tekel transport in na kak način bomo se lahko lotili. Ko bomo imeli izbranega izvajalca, bomo še to skupaj dogovorili na kak način. Izvoli. Hvala. Jaz bi se pa navezal na pobudo gospoda Fajmota. On je govoril o modrih conah, o Prevaljah, ki jih, se strinjam, jih potrebujemo za tiste, ki se z avtom pripeljejo in imajo opravke v Prevaljah. Ampak treba bo začeti tudi razmišljati, mogoče narediti kako strategijo o povečanju parkirnih prostorov. Žal je pač tako, da se vozni park veča, vsaka družina ima zdaj že več avtomobilov, za okolje to seveda ni zdravo, ampak s tem problemom se soočamo. No. Tako da bi bilo smiselno malo po Prevaljah pogledati, kje se da, sicer ni prijetno, ampak tudi kako zelenico mogoče vseeno spremeniti v parkirišče, ker ko pride do gužve, imamo pač probleme, predvsem pa tudi imamo probleme mi, ki živimo v samem središču. Zdaj sam živim v bližini zdravstvenega doma in ko je to parkirišče, ko je gospod Fajmot rekel, polno, se začne parkirati okrog naših blokov. In to je pač nek večni problem, ki se vleče in vleče, povzroča slabo voljo. Recimo jaz pa vidim z svojega balkona dol eno
zelenico, ki, bom rekel, ni v uporabi, je pa v privatni lasti, ki bi se mogoče lahko spremenila v nekih dodatnih parkirišč. To je, bom rekel, za zdravstvenim domom. Da bi mogoče našli pa še več takih primerov, kjer bi lahko karkoli naredili. Hvala. Lani smo nekaj, kar 14 parkirišč na novo naredili. Z rekonstrukcijo ceste bo nekaj manj, nekaj na drugi strani več, ampak skupno več. Vse pobude bomo dali na odbor za KCG, da bo odbor za KCG prediskutiral, kje, kaj in kakve so še možnosti. Drugače pa res ogromno se je zgradilo vseh parkirišč. Zdaj, a je to dovolj, ne, bomo dali ta predlog na odbor za KCG, da bo o tem razpravljal. Izvoli, Berni, zdaj si pa na vrsti. Ja, jaz imam pa danes samo eno pobudo, prehaja cajt neviht. Pred 3 dnevom sem se vozil dol z Brinda gore, ta flisogram, vsi teti, ko so zadrževalniki vode, ki se to imenuje, je vse, lahko govorim župan, Fliso potok. Včeraj sem se, pred 3 dnevom sem se vozil dol, vse te zadrževalniki vode, kako se to imenuje, je zasuto do konca. Predlagal bi, da nekdo to očisti, to verjetno ima država, ne mi. Ko bo nevihte, bo to prepozno. Kljub temu, da imamo urejene potoke, je staja nevarno. Zato so te zadrževalniki, da pač to preprečijo. To je en potok. Verjetno bi bilo smiselno pogledati tudi ostale te hudournike, ko so. Da ne bi rekel, fajmo to potoku, me bo grdo gledal, pač tisti Šantalevski grab, kakorkoli. Prav bi bo, da se to pogleda. No. To je pa tudi vse, pa drugače pa vsem skupaj želim zaslužene počitnice. Uživajte, dokler lahko rekel Kacin. Hvala lepa. Mi smo že vodarje upozorili na to in posebej v primeru, da ne bomo sami se angažirali skupaj z vodarje, da bomo te stvari, poznamo te stvari in bomo rešili. Čim prej, ko bo možno. Naslednji, Rafi, izvoli. Hvala za besedo. Jaz sem najprej upravičil za prej, ko sem oglašal gospodu Fajmutu, ko mi je všel, ampak nekaj bi rad povedal, pa ne bi rad, da se danes začne kakšna razprava o teh, kot tudi gospod Lodrant, govoril o modrih conah. Samo ene 2 stvari bom povedal, to je bo že pred 12 leti, 8 leti že ideja, pa so se svetniki glave skupaj staknili pa videli, da te zadeva uprevala, ki je skoraj nemogoče narediti. Ne mi je zdaj razlagal gospod Fajmut, da tamle predencijo, pa tamle avto ne postijo, cel dan, ko jih ne postijo, ker jaz živim tamle, pa vem, kdo tam postivlja. Zdaj morate nekaj vedeti, gospod Zdravko. Zdaj se bo delala rekonstrukcija ceste, ko se bojo zmanjšali parkirišča. Parkirišča se bo zmanjšala. Bo jih okolo, dokaj nimaš ti, Matej, dokaj nimaš ti parkiriščev nekje, da bi... Ne moreš, ko še nisem končal. Ne moreš mi dati replike. Vse bomo. Pa ne more mi dati replike, če govorim. Dej, Rafi, pobude... Do konca povem. Dej. Do konca povem. Proceduralno to ne gre na tak način. Jaz sem dal pobudo, o moji pobudi danes ne moremo vršiti razprave, ker nimamo gradiva. Lahko pa, Rafi, A ne, naj se pripravi, tako kot je rekel župan, da bo odbor za KCG pripravil gradivo, pa bomo pol razpravljali. Dajte po statutu replik na pobude ni. Jaz ne dajem repliko, nisem dal replike, jaz dajem pobudo svojo. Jaz dajem pobudo, da se obrtne modre cone ne naredijo. In sem hotel posebej poudariti tudi na gospoda Lodrant'a, ker bo tej problem, ker ne bojo v Prevaljah parkirali avtomobilov in bojo pri blokih parkirali. Pri blokih nimajo parkirišč svojih. To bo tek. Pa nisem dal proceduralno, jaz sem dal pobudo, pa nisem dal proceduralno. Nisem dal proceduralno. Lejte, samo malo, pobuda Zdravkota, pobuda Staša, pobuda Rafija so sprejete in bomo dali na odbor in bomo o tem razpravljali.
A si želel? Samo malo. Še kdo pobuda? Kot je že rekel sam župan, vsakdo lahko da kakršnokoli pobudo. Lahko se z njo strinjamo, ne strinjamo, pobuda je dovoljena. To je dejstvo. Samo nekaj, enostavno je bilo to rešljivo. Iz časovne omejitve parkiranja izločimo stanovalce, da časovna omejitev za stanovalce ne velja. V čem so potem stanovalci centra Prevalj omejeni? Z modro cono samo pridobimo. Samo malo, prekinjam to zadevo, pobude so akceptirane in kot pobude bojo šle v pripravo gradiv in jih bomo obravnavali na ustreznih odborih in komisijah. Hvala, še pobude. Izvoli, Ivan. Pa je zdaj kar veliko jih ven padlo, da se gre še enkrat skozi, pa da se popravi, dokler se ne najde zdaj trajna rešitev, sploh tiste prioritetne, katere so že postavljene v vrsto za rekonstrukcijo popolno. Pa druga pobuda bi se navezala na glavno cesto. Občani so me spraševali v Konicah, kjer bo okrog 2 ure, vsi pričakujemo res dolge vrste. Upam, da ne bo to semafor postavljen, da bojo lahko pretočnost tudi fizično lahko usmerjali, bo veliko lažje rešljivo na tak način. Tako da to je ena pobuda taka konkretna, ko bi bilo. Hvala. Najlepša hvala za besedo. Že predhodnik je omenil udarne jame na asfaltnih cestah. Jaz upam, da se bo cesta proti Zmesu, se pravi po Šentanevski reki, čim prej začela. Drugače je pa na tem odseku od Štoparja pa do tistega križišča je veliko teh udarnih jam v asfaltu in pa na bankinah in je kar precej nevarno. Potem bi je druga stvar, en občan ali krajan me je zanj klical in bi lepo prosil, če se lahko tam proti spominskemu obeležju v Lužnikovi reki. Je na levi ovinek in tam je skozi veliko peska na cesti in je nevarno. Čeprav je izletna cona, bi lahko rekel varna, pa je daleč 6 travnika, ampak vseeno je skozi tam pesek, da bi se tista bankina betonsko uredila, tako kot je ponekod. Tretja stvar je pa, gospod župan je prej omenil prioritete glede asfaltiranja kot koncesionarja. Bi jaz prosil, če bi še lahko to malo zabeležili ali pa razmislili, ko bo se začela delati druga faza rekonstrukcije ceste, se pravi od Zmesa proti križišču za Šentanev, bo verjetno obvoz potekal tam na Pečnika, se pravi pri Brunaci gor, pa tam proti Šentanelu, da bi se mogoče pa tisti del prej uredil, ker je prašnost je zelo velika v tem času, ko bo uvoz. Hvala za besedo. Hvala. Še kakšna pobuda, če ne smo s to točko zaključili in smo pri točki razno. Pri točki razno jaz bi ta pokrajinska zakonodaja je državni svet jo dal v mnenje, ampak zdaj Komisija za statut in pravna vprašanja in še nekateri so neke pripombe. Mislim, da te pripombe bomo podali, ampak dokler zakonodajo nekdo resno ne vzame na vladnem nivoju, pa jo da v parlament, se je brez veze špetirati o teh stvarih. Je pa jasno, da smo na seji Sveta Koroške regije sprejemali sklepe, da v primeru regionalizacije in ko bo regionalizacija, mora biti Koroška samostojna regija, ne z Velenjem ali kakorkoli samostojna regija. Nismo se pa spuščali v podrobnosti zaradi tega, ker dokler ni jasno znano, s kakšnimi finančnimi razvojnimi sredstvi razpolaga regija, da ni to samo nek okvir brez kakršnih moči, brez svojih lastnih finančnih sredstev za razvoj celotne regije, dokler ne bo v celoti zakonodaja, ne samo oblikovno, eno je oblika, drugo je pa vsebina, kaj vse bo
regija obravnavala, o čem bo regija odločala, kaj se prenese ne samo iz občin na regijo, ampak kaj se prenese iz ministrstva, iz države na regijo in koliko razvojnih sredstev, to je osnovna in glavna dilema in dokler ne bojo te stvari, vsaj na naši strani, po občinah, da bomo vedeli, kakšne in kakšne so pristojnosti in finančne možnosti, je brez veze se špetirati, kje bo sedež, ker to smo se že špetirali oziroma pripirali 20 let, pa nismo prišli dalj. Dokler ne bo resna, prosim, ja, ampak dokler ne bo resna zgodba, je škoda časa in energije in vseh pripomb zaradi tega, ker vse veste, vedno se začne in konča pri finančnih sredstvih. Če regija nima finančnih sredstev, je brez zobi tiger in je brez veze se tem pripirati. Mi bomo te pripombe, ali pa če še bo kdo dal kako pripombo, ampak glede na to, da zakonodajalec, da ni predvideno, da ta zadeva gre preko vladne procedure v parlament, še zaenkrat pomeni, da bo še preteklo časa in vode, preden da bo ena resna zakonodaja, regionalna zakonodaja prišla v poštev. Komisija za statut in pravno vprašanje je pripravila in jaz bi v glavnem zadolžil, ko bojo zadeve tako dal, tudi komisijo za statut in pravno vprašanje in tudi ostale potem, ampak da nekdo prevzame patronat na to zakonodajo, da vemo, o čem, kaj in kako bo zadeva stekla. Mogoče bi res, Aleksandar, tebi dal besedo, da ti te osnove poveš, pa da zadeve, jaz ne bi preveč časa imel za neko stvar, ker je neproduktivna. Izvoli. Ja, hvala za besedo. V bistvu, župan, si tako že skoraj vse povedal. No. Komisija za statut in pravno vprašanje je obravnavala te osnutke pokrajinske zakonodaje s vsemi temi predlogi, pripombami, a ne. Vsi vemo, da je želja, da je Koroška regija. Ne. Zdaj v tem osnutku imamo pač zravno Sališko regijo, da bi bilo Velenje kao glavni sedež. In Komisija za statut in pravno vprašanje je pač dala nek predlog, če bi želeli, da je Koroška regija za sebe, a ne, pol bi izključno mogli dati nek predlog, da imamo 12 statističnih regij, ker tam bi bila Koroška regija pol samostojna, a ne. Tako pa si že rekel, ne, to je že ima 20 let staro brado, a ne, in jaz ne verjamem, da bo konsens v tem in da bomo še verjetno dolgo čakali na te pokrajine. In se tu strinjam glede vzdržnosti financ in to, da ni še nič čisto prav dorečeno, ne. Tako da zaenkrat pač Komisija za statut in pravno vprašanje je to obravnavala in daje pač ta sklep v obravnavo in sprejem z dopolnitvijo to, da se ustanovi 12 statističnih regij. To je naš predlog. Ne. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, jaz bi samo vprašal, jaz ne bi šel zdaj podrobnosti vseh teh točk sklepov, zato ker verjetno še kaj manjka, še kaj je potrebno, ampak jaz bom samo dal predlog sklepa, da se strinjamo s pripombami in da še pripravljamo pripombe, ko bo čas za to, da bomo reagirali takrat, ko bo vlada pripravila zakonodajo, pokrajinsko zakonodajo. V tem sklicu 100% ne bo, naslednji sklic mogoče, vprašanje je, kako bo zadeva tekla, ker to ni vlada za to, da pripravi resno zadevo, rabi sigurno en poln mandat, en resen mandat, da lahko pripravi take generalne spremembe, ker največji problem je to, kaj se iz države prenaša in kakšna finančna sredstva se iz ministrstva in iz države prenaša. Tu so največje ovire, večje ovire kot pa formalne druge ovire. Tako da to bi jaz zapravo. Izvoli, Andrej. Ja, vse gradivo je bilo poslano. Gradivo je bilo poslano in gradivo je poslano. Če še kdo želi ponovno, bo gradivo dobo pokrajinski zakonodaje je, ampak je toliko stvari, da res zaenkrat jaz mislim, da je škoda časa. Ampak tak načelni sklep sprejmimo, da smo v tem. Lej, ni produktivna ta zadeva, zato ker skozi vso to papirologijo se prebiti pa povezovati vse stvari, lej, dokler ne bo tako davč. Izvoli, Berni, imaš predlog?
Ja, če lahko povem, kako je moje mnenje. Jaz sem 100% prepričan, da iz tega kruha ne bo nič. Mislite, da moka ne bo kruha. In zdaj so pač, vlada je to prenesla na lokalno skupnost, zdaj bomo mi pamet solili drugemu. Na koncu bo pa isti drek, ko je pa bil. To je zamigljivanje za moje pojme. Je pa dejstvo, jasno, glasno moramo povedati, brez Koroške ni pokraja. In zatem naša lista stoji in verjetno tudi cel občinski svet. In to bomo poslali. Prepričan sem pa, da je to zdaj samo nekaj cajt poteka, nekaj se dogaja, zdaj bo občine krive, zakaj to ne steče, tako bi mrvo steklo, pa ne bo še 10 let, ker če bi bila politična vola, bi to bo že davno narejeno. Glejte, ko bo politična, mi bomo te pripombe seveda poslali, pripombe, jaz predlagam, da vse te pripombe, pa še kako pripombo, če še kdo imel, pošljemo, ampak glede na to, da ni vezano na rok, ker ni zakon v proceduri, ker ni še zadeva tak davč, ampak te pripombe bomo poslali. Se strinjate s tem, kdo je za? Hvala, ampak pomeni, da razprave o pokrajinski zakonodaji, prava razprava bo takrat, ko bo jo prava gradiva in prave stvari na miza. Še po točko razno kdo. Če ne, spoštovani, izkoristite lepe poletne dni, koliko jih bo, se veste, junija smo kurili še, jaz upam, da bo se pa poletje malo potegnalo, september, oktober. Na jesenskih srečanjih bodo neke prireditve, ne bo šotorskega dogajanja, ker zaenkrat še niso sproščene vse stvari. Poskusimo se, kot sem že prej rekel, dajmo se cepiti, kdor nima resnih zadržkov, ne političnih ali takih ali drugih, kdor resnih zdravstvenih zadržkov, sam pri sebi nima, dajmo se cepiti zaradi tega, ker posledice prebolelega COVID-a in bolezni so lahko zelo hude tudi pri mlajših. In na ta način bomo, vsaj strokovnjaki pravi, onemogočili širjenje virusa. Virus je tu med nami, bo ostal med nami, ne bo se pa širil, če bomo mi precepljeni in če bomo se držali predpisanih ukrepov, ki se jih je res treba držati. Včasih kar pozabimo, da je treba masko imeti na obrazu, da je treba neko razdaljo. Kljub temu zdaj vedno več nas bo precepljenih, drugič, vedno nekaj veliko jih je prebolelo, občine Prevalje nekaj čez 1000. Pazimo na sebe in na druge in lepe poletne dni vam želim. Ja, vabim vas še na prireditev v torek, občinsko prireditev ob 19. uri, kjer bomo podelili priznanja in nagrade našim v zadnjem letu najuspešnejšim in najbolj zaslužnim občanom. In je lepo, če tudi svetniki pridete na to prireditev, se bomo poskrbeli za vse te ukrepe, ki so predpisani. Hvala in lepo bodite.